Dobro večer, spoštovani cenjeni gostje, draga publika, vsi pred malimi ekrani. Evo še ena oddaja pred nami in petkov večer, tisto, kar najraje gledate. Nocoj za vas naslednji gost je Gago. Potem osrednja gosta Elena, Sofija in Igor. Veseli Dolenci. In še en čisto poseben kulinarični kotiček. To je to, kar vas čaka nocoj. Dobrodošli v oddaji v petek z menoj. Energetsko nabita oddaja nas čaka. Z nami bo, kot sem že prej povedal, Elena Sofija, ki je energetska terapevtka, kar je super, ampak da ne boste narobe razumeli, ne se zdaj v naslednji uri postavljati pred televizijo, recimo, ali pa se naslanjati na sklepi, pa s kolki, pa z boki, če vas kaj boli, recimo, gre za eno čisto drugo zadevo. Zdaj, zakaj točno boste izvedeli v nadaljevanju, tako da tukaj z nami ostati. Mi sicer začenjamo z eno energetsko pesmijo, z enim komadom, ki je čisto nov, ga pa poje ena, ne smem reči stara faca, ampak ga poznate, Gorazd Ademović Gago z novim singlom Dam ti. Gorazd Ademović Gago.
Izvoli, Mike. Pozdravljen tudi tebi in pa vsem gledalcem in gledalcem. Skoraj sem rekel Gogi. Ti si Gago. Se ne bi nič zmotil. Ja, ampak Gogi je nekdo drug, pusti me zdaj to. Gago. Zdaj, to je čisto nov komad. Popolnoma. Če jaz kaj vem. To je čisto nova singlica, na radijih jo pridno vrtijo, prijela se pri vsej mladi populaciji kompletno. Si zadovoljen z odzivom do danes? Kdaj je komad sploh prišel ven? Komad je prišel novembra ven. Novembra, to je čisto novo, to je sveže še. Sveže, popolnoma sveže. Poslušaj, ti si začel tam davnega 2.5, se mi zdi s tistim... 2.4. 2.4 celo, Bodi dol? Tako. Je. Kako se je to obneslo? Te še danes poznajo potem? Ja. Moram reči, da kamkoli grem in kdo se spomni tega, reče, ti si bil tam, ne? Da si pel, to se spomnijo. Ja. Zdaj, en komad nam bo še danes odpel, en štitl, ki pa je malenkost bolj miren mogoče. Ljubljena. Ljubljena, tako. Ta komad je eden izmed mojih prvih komadov, ampak kamkoli pridem, ali je to oddaja, ali je to kak rojstni dan, pač nekako ga imam vedno pripravljenega, da ga odpojem, ker je fajn baladica, pa še vse posodno. To je železni repertoar, ne? Ja. To nam boš pol kasneje zapel, da se mogoče pripravi zdaj. Bom. Počasi pa si odpoči malo, ker vidim, da si fejs migal zdaj. Evo, Hvala. Drago, lepo se mej, trenutek, tega ti moram vzeti, tega ti moram vrniti. Izvoli, evo. Te bomo kasneje dali na oder, videli pa slišali pet. Zdaj je čas, da vam predstavim še nocojšnja osrednja gosta. To sta Elena Sofija in Igor Seničar. Klesi, v ritmu, oba skupaj. Elena Sofija. Hvala, Sebastian, za povabilo. Igor. Zdravljeni. Pozdravljen. Lepo, da ste prišla. Zdaj, ti si energetska terapevtka. Ja. Terapeutka, energetska terapeutka. Kaj to pomeni sploh? To pomeni to, da jaz zaznam energijo, zaznam prostor energijski, pa zaznam ljudi. Nekako imam sposobnost pogledati v matrico energetskega polja in pa brati informacijo. To je ena danost, ki ni podedovana, to si kaj usvojila? Ne, to je bil en tragični dogodek v mojem življenju 6 let nazaj, to je bila klinična smrt in kdaj sem prišla nazaj v svoje telo, začela opazovati, da vse ni tako, kako pač mi predstavljamo sebe. Ker mi živimo v materialnem svetu in mi ne moremo zaznati še to duhovni svet, da je nekaj zraven nas nekaj še nahajajo. Še nekaj, kar ne dojamemo ali pa kar ne recimo poznamo še, ne? Recimo temu tako. Ну, seveda, veš, kaj jaz sem v takom primeru vedno govorim o ene zgodbi, kada en možakar prišel kod mudreca, pa je mu rekel, mudrec, če ti tako pametin i mudr, a lahko ti мне покажешь Бога, да я его видим, дотикаемся, доверяем, да Бог обстает. Мудрец гледал на него, поле взял en камень, как вверх мужакру в глав. Тут речет, вау, мене боли. А мудрец ему речет, покажи мене свою болячину. Да я ее видим, дотакнемся, доверяем, да тебе боли. Около нас вся энергия. Не можешь потрогать, не можешь ее завохать, амpak она присутна. Okay. Igor, se ti tudi ukvarjaš z energijo? Ne, jaz pa podpiram jo iz senčne strani. Iz ozadja torej. Tako je, iz ozadja. Tako kot ja. Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, recimo, ne, to je zdaj samo obrnjeno. Ja, to je pa malo na glavo obrjeno, ja. Da jim povej, kako ste se spoznala. Ti si iz Rusije, ti si naše gore list. Jaz sem tukaj iz Celja, Slovenije, naše gore list, tako je. Veš kaj, to je bila ena jutra, jesenska jutra, jaz sem šla na upravno enoto Celje, urejevala neki papiri, bila zelo velika versta, en šajtrdel, pa on stajal preda mnoj, pa jeho rahla sapica prošla po moje noge. Čez prste? Ja, jaz sem zadrla. Zraven prstu. Ja, zraven prste. Jaz sem zadrla, gospod! Vsi so obrnulись, i on obrnul se. Ja reče, vete kaj, v znak opravičila jaz prijemam vaša povabila na kavicu. To je tako James Bondovsko, že skoraj, ampak nisi rabo nič reči, nič povabiti. To je kar ne, ona je kar sama ti je zapečatila ti usodo. In konc, fertik.
Si ga že takrat potem je prečitala zadeve, energetsko? Нет, takrat nisem prečitala Ti si še- energetsko, takrat je bil mal hec, ampak učilась takrat slovenskemu jeziku i zelo zanimljiva, kdaj je on enkrat mene je rekel, pol, kada nadaljnje videli, je rekel mene, Elena, ja na tebe ponosen. Jaz sem bila mal, wow, kaj pa? Ker v ruščini to je drugačen pomen. Ja mu reču, veš kaj, ja nisem odgovarjal za tvoj pribavni sistem. To se nista razumela, ne? Jaz pa čudno gledal, kaj je zdaj Ja, to tak kontrareakcija, ne? Ja, pol, veš kaj, beseda v ruščini ponos, это drska. I to je izgledalось, ja na tebe imam drisku, ja na Lepo tebe povedano. ponosen. To je dober pick-up line, neko greš ven ali pa kot nek kompliment. Dajmo se mi tukaj ustaviti, gremo naprej z enim štikljcom veseli. Dolenjci bodo peli komad Ti edina. Vsako novo pomlad drugo stiskal bi rad, ko narava cveti, mi srci ponori, nekaj v zraku visi, kar mi pamet megli, punca z mano takrat je lepo. Vsako novo pomlad drugo stiskal bi rad, res preveč je deklet, ki zamajejo svet, ko ujame me spet naporeden pogled, si prisegam zaman, da bom sam. Ko pa tebe zagledam, drugače je vse, s tabo svet bi spreminjal, premikal gori, ti edina si prava za moje srce, če me hočeš, bom tvoj za pomladi vse. Vsako novo pomlad drugo stiskal bi rad, res preveč je deklet, ki zamajejo svet, ko ujame me spet naporeden pogled, si prisegam zaman, da bom sam. Ko pa tebe zagledam, drugače je vse, s tabo svet bi spreminjal, premikal gori, ti edina si prava za moje srce, če me hočeš, bom tvoj za pomladi vse. Prava za moje srce, če me hočeš, bom tvoj za pomladi vse. Veseli Dolenjci in Denis Štih. Pozdravljen, Denis, pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Poslušaj, nagradno vprašanje za €1 milijon. Odkot ste? Se ne heca. Ne, ampak čisto res, povej mi, kako ste z ženskami. Vidim, da nimate nobene pevke, 4 fantje samo. Ja, res je, od samega začetka smo sami fantje in tako tudi ustrajamo in verjetno bomo tudi ustrajali naprej. Komad Ti edina. Odkot, zakaj? Ja, tako hudomušno besedilo, nagajivo, lepo, lušna polka, kaj če drugega reči. Fajn. Poslušaj, kako si ti s puncami? Se znajdeš z njimi? Ja, čisto odvisno, kdaj pa kje pa kako, če so
Dobre, pozitivne energije se da. Ja, to te sprašujem zdaj tega, ker imaš eno nalogo danes za opraviti. Verjetno že slutiš, vsaj približno kaj je. Ali? Kakšno pa? Tak, ti boš iskal srečo. Vsak petek, vsak večer, vsako oddajo posebej namenjamo tudi temu, da iščemo srečo po mariborskih ulicah. To boš zdaj ti naredil. In sicer dobiš ekipo, dobiš kamermana, vse, kar rabiš, greš na ulice in poiščeš pri mimoidočih, če imajo slušalke. Pri sebi. Ja. Evo, v preteklih igrah smo mi že iskali, ne vem, staro vozniško, iskali smo tisto uro za navid, šminko, žvečilne, žepni nožek, kuli, ne vem kaj vse. V glavnem, to so rezultati posameznih bendov, torej članov posameznih bendov, ki so bili pri nas kot gostje. Smeh, minuta pa pol, poskočni muzikanti, 22 minut skoraj. Kaj so pa iskali poskočni? Poskočni so sliko partnerja. Dobro. Ja, kar je težko, ampak tisto, nič kaj hvaležna naloga. Ti iščeš slušalke. Kakšnarkoli nima to. Vseeno, lahko so tiste na kablu, z telefon, lahko so velike, Sennheiserce. Kar je, dobro. Čist vseeno. Prav si pripravljen? To je to, ekipa te čaka. Gremo kar v akcijo. Evo, vso srečo, roka, to je to. Akcija, šiva. Izvoli. Hvala lepa, gremo. Akcija na Mariborsko ulico, gre Vesel Dolenc, da vidimo, kako se bo tole obneslo. Aha, tam že grejo, ne, 3 fantje, si bom kar zaslišal, da vidimo, če slučajno imajo. Fantje, zdravo, a ima slučajno kdo slušalke za poslušati, karkoli? Ima kdo s sabo, kaj? Nijo, hvala lepa vam vsem, šivamo naprej, čau. Evo. Prvi poskus neuspešen, gremo dalje, da vidimo, kaj se bo dogajalo tle, ne? Niti ne vem, kako se imenuje tale ulica, ampak jaz mislim, da bo kar nekaj ljudi tale, tako da bomo lahko kaj najdeli, ne? Pa gremo levo, desno, levo, ko sem levičar, ajde. Levo, tlele, ni nobenega, aha, desno je tamle ena gospodična. Se pogovarja po telefonu. Saj jo vidimo. Gospodična, a imaš mogoče slušalke v sebi? Slušalke? Nimaš? Kje pa je? Kje? Hitro, dej pomahi, naj sem pride. Hitro jo rabimo. A prihaja sem? Nekam beži. Moramo tle hitro iti. Evo, že mogoče nam vrata. Daj jo hitro povab, prid sem, rabimo te. Slušalko rabimo, samo slušalke za telefon. Hitro. Jaz mislim, da bomo mogoče rekord podarili. Evo, odlično. Pridi bliže. Čau, kako ti ime? Sija. Evo, slušalke imamo, Anastazija, hvala ti lepa, zmagali smo, to je to. Anastazija, zdaj si mi je rešila, da nisem zmrznil tlele. V ta drugem poskusu smo tole zrihtali, slušalke sem mogel najti, snemamo in oddajo, ja. Tako da, evo, za hvalo ti pa podarjamo tole urco. Tako da, hvala lepa. Ne, ti jih dam nazaj, izvoli. Takole, super. Zmagali smo, gremo nazaj na top. Hvala lepa. Hvala te. Čau. Medtem ko Denis išče slušalke po mariborskih ulicah, se damo mi ustaviti v vijoličnem kotičku. Čas, zakaj je menda jasno, vsak petek igramo na mizni ročni fuzbal. Današnja prva gostja, ki bo to počela, je Helena Prevolšek. Pozdravljeni, spoštovani, dobro večer, izvoli sest. Helena, ti si, kako bi temu človeku, crafter. Ja. Crafter, kaj to pomeni? To pomeni ustvarjalka ročnih del po slovensko. Prevod je malo neroden, ja, če se čisto iskrena. Kaj to točno je? Definicija, recimo, kaj počneš?
konkretno? Jaz konkretno šivam, Okay. Tudi kakšne čestitke izdelujem, drugače pa spada tudi kakšno štrikanje, marsikaj bo. Kvačkanje, vse pa so te zdrave. vse. Kaj pa okoli izdelkov? Recimo vidim, da imaš eno drobižnico. Ja. Je to drobižnica? Ja, Je luštno. prav. Jaz rabim nekaj takega. Aha. Samo bi brez srčka bi imel eno, recimo to, če Se da zmeniti. te pridem poiskat. Kje se te da najti? To mi še povej. Na Facebooku, Okej. pa na sejmih ročnih del. Ko so kakšni štanti, ki Ja, tam se te tako, najde. sredi mesta. Dobro. Si že kdaj igrala fuzbal? Na mizni? Ročni fuzbal? Pred leti. Pred leti, dolgo nazaj? Dolgo. Okay. Pa zelo malo. Bova poskusila? Po mojem šivanje gre bolje. To bomo videla. Daj vas stopiti kar do mize, prosim. Hvala. Ne, tam na drugo stran. Takole, zdaj pred leti, koliko je že let od tega? Otroštvo. Otroštvo. Ja. Vse sva tu nekje, so še oba otroka, ne? Recimo da. Preden razložim pravila, ti je treba predstaviti še tvojega nasprotnika danes. Prej si ga mogoče imela priložnost slišati, videti, to je Gorazd Ademović Gago. Spoštovani, še enkrat izvoli mikrofon. Gorazd, Helena Gorazd. Ti si že kdaj igral fuzbal, ročni valjda? Celo srednjo šolo. Celo srednjo šolo. Pa si jo naredil tudi? Naredil jedva, ampak naredil. Šlo je skozi. Ampak ročni fuzbal sem se pa naučil. Tako. To pa je tudi nekaj. Res. Zdaj bodi, kaj naj rečem, nežen pa prizanesljiv. Ja. Punca že dolgo ni igrala. Dolgo nazaj. Zelo dolgo. Pa Biljard. še to malo. Čeprav vsi skoraj rečejo, ko pride sem, ne, že to nisem igral, 20 let, ne vem kaj vse, pa vsi zaključijo. In vsi znajo, tisti poseben obrat, ki ga jaz tam, iz zapestja. sklepa, ne, zapestja, ne. Iz zapestja. Evo, šprudlat pa se ne sme. To ne smete početi, Helena ti lahko, ni problema. Si boste zbrali še svoje moštvo, kakšno ekipo? Ja. Glede na to, da sem na tej strani, bo kar prednost, moderna. ne? Kaj boš? Bo kar to. Maribor. Lahko si karkoli želiš, spremljaš fuzbal? Ne. 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 Dobro. Modra si boš Chelsea, recimo. Lahko tako naredimo. Prav? Prav. Ok, ti? Liverpool. Zdaj imamo evo angleški derbi. Super, dobro, vso srečo obema. Okej. 5 žogic je na voljo, tisti, ki prvi pride do 3 zadetkov, je seveda zmagovalec, gre naprej v naslednji krog, poraženec dobi eno super lepo nagrado, ki je ni treba nič, kaj rečem, štrikati ali izdelovati ali kakorkoli. Ova! 1-0. Imam žogice, hvala. To sprej se neko vodi nežno, prizanesljiv, kam ti si navalo. Evo. Točen met na sredino, da pihni malo žogo. Bo šlo? Helena se vse nabrani na sredini, ročne spretnosti. To bi ti moralo iti, no, dejansko. Se z rokami znaš, 2-0. Ne kaže dobro, ampak tudi povratniki so kdaj na oddaji, ko že 2 gola dobijo, pa 3 dajo. Skoraj da. Gorazd snežno Chelsea, Liverpool. 0-2. Yes. Bo šlo, Helena, kak je občutek? Težko, ni težko? Ja, malo vaje bi rabila. Mogoče doma izdelaš kakšen fuzbal. Čeprav dobro strelj, evo, to je to. Dobra obramba, super. Čakamo na prvi gol. Kaj sta rekla? Chelsea. No? Chelsea. Mogoče pa caj, da začneš fuzbal spremljati tudi, da te bo navdušilo to. Ja. Ali pa kar trenirati, kar špilati. Malo premakni žogico. Pomagaj, Gorazd. Ej! Ups! Prazno, pazi sklepe, te še rabiš. Ja, se. Ja, daj si gol. Oh. Čez celo igrišče, 3-0. Helena, me je zelo veselilo, da si prišla igrati. Ti greš na naslednji krog, Helena, majhna, tolažilna nagrada zate. Ja. Hvala. Gorazd, pripravi se en komad, nam boš zapel, zaigral, kakorkoli že. Tako, baladica, ljubljena, za naše punce, ne? Ok, je to. dobro. Mikrofon je moj, izvoli zapet. Ljubljena, Gorazd Ademović Gago.
Zdaj nekaj že treba vedeti, kasneje se bomo stavili pri eni zelo simpatični igri, eni taki, pri kateri boste navdušeni, pa pri kateri boste sodelovali tudi z vaših malih ekranov, z vaše dnevne sobe. Pokaži spretnost, kaj točno je, še ne znam povedati, ampak dajte ostati tu čisto do konca, preden se to zgodi. Gorazd, Ademovič, Gago in Ljubljena. Ali veš, da si luč moje prave poti, da pišeš dnevnik usodnih strani, da si mi usojena, ljubljena, kot dobra vila, nasmeješ se mi, me z mehko roko varuješ pasti. S teboj dotikam se neba, lepa kakor angel, v soju mesečine si predala se, vroči so plameni tvojega telesa, začarala si me, lepa kakor angel, v soju mesečine si predala se, vroči so plameni tvojega telesa, začarala si me. Ko sončen dan življenja prekrije oblak, ne išči zavetja v samotnih nočih, takrat tvoj miren bom pristan. Ljubljena, ko pogledam te tvoje oči, v njih spomin davnih je dni. Zdaj vem, da si mi dana od neba. Si predala se, vroči so plameni tvojega telesa, začarala si me, lepa kakor angel, v soju mesečine si predala se, vroči so plameni tvojega telesa, začarala si me. Nocojšnja osrednja gosta sta Elena, Sofija in Igor Seničar. Kako sta? Uživate v večeru, v komadih, Fino, v pesmih? Fenomenalno. Lep izbor. Daj mi nekaj povedati, Elena, ti si recimo lani ob takem cajtu dala nekaj napovedi za leto 2017. Ja. Lahko greva nekaj skozi na hitro? Ja, lahko, v bistvu, veš kaj... Čakaj, jaz imam celo zapisane. Napovedi za 2017, lani ob takem cajtu. Ali ne, številka 1. Vsi Prevčevi bodo svetovni prvaki. Ni še pravi čas, ampak pripravljajte bodo. se. Ja, zato jaz puško v kukuruzu še ni vrgla. Ok, prav, super. Prezident bo Borut Pahor, ok, Cerar bo še naprej Koruznik. Ok, tu nekje smo. Na Eurosongu nas bo zastopala ženska in v naslednjih 4 letih bomo zmagali. Ja, na Eurosongu sem rekla, da je bo zmaga ženski glas in to je bilo. Okay. Če ste veš, bil zbor ženskih, kateri je zmagal, pevski zbor, kateri je zmagal na Eurosongu. Tako. In v naslednjih 4 letih bo to pri nas? Ja. Držimo pesti. Lahko. Pa še ena, Tina Maze v letu 2017 ne bo postala mama. Ni bi rekla, poglej, ona še ni postala mama v letu 2017, ona bo postala mama v letu 2018. Ja, ampak
Мы говорили, когда бы постала мама, ampak не говорили smo o tom, da bo zanosila. Ok, dobro, prav imaš. I give up. Čestitke. Kaj bo pa letos? 2018. Daj nam povej. Letos 2018 zelo prelomna leta, fajna leta, za nas mladih. Dobro. Večina za mladih. Zdaj bo Za nas. začeli. Za nas mlade. Ja, mlada generacija. Dvakrat babica, mlada Nas generacija. mlade, naš. Ja, v glavnem bo začeli uresničevati naše sanje. Ok, prav. Bo nekako prelomnica, velika prelomnica za Slovenijo, drugačne razmišljanje, bolje svobodna Slovenija postanет. Stare nekako izraze, stare obraze bo šli v stran, bo prihajali na plano nove obraze. Nas čaka preobrazba? Velika Čista. preobrazba. Goriva za Slovenijo. Ja. Ok. И то, кое тычет и в политике, и то, кое тычет и реформы различные на шольство, на здравство. В главном, все позитивно легко речем за Словению. Ker končno smo začeli odraščati. 27 let, to je že neki Se srok. ti zdi, da smo začeli odraščati? Ja. Resno? Ker glede na to, da opazuješ ljudi, govoriš s ljudmi, oni говорят уже malo drugače, razmišljaju drugače. Ok, Pogovor, mlade, to je svet na mladih Meni stvari. je všeč ta optimizem, cenim to in spoštujem. Daj mi še povej, preden vaju zapeljem do enih zadev, ki jih boste reševala počasi. Knjigo si napisala. Ja, napisala knjigu Zavedanje je moč. To je zelo močna knjiga, katera spremenjuje človeku mišljenje na nezavestni ravni. Okay. Ker svaki človek na nek način živi 3 življenja. Prvo življenje to je za javnost. Mi smo za javnost. Drugo življenje to je zasebne življenje. To je dejansko starši, otroki, prijatelji. Tretje življenje to je skrivnostno življenje. Ker svaki iz nas ima svojega okosnjaka v Ki ga armarju. imaš sam zase, z okosnjaki Ja. v omari. In S to prtljago, okosnjak, s ruksakom. он вчасih уверяет нам življenje, нашу приходность. И в этой книге я описую tako, da ljudi najduться v njej, najdут odgovore na marsikatero vprašanje. Lahko svoje življenje oblikuju tako, kak pač bili so od začetka zamišljene in ihni otroški sanje lahko tudi uresničiti in postaviti se javnost. Okay. Zavedanje je moč, Elena Sofija Seničar. Dajmo se mi malenkost ustaviti, po bremzi stopiti, en kratek break narediti, pol pa gremo naprej z eno našo zelo ljubo igro, Pokaži spretnost, kjer bosta nocojšnja večerna gosta pokazala, kako in koliko sta dejansko res spretna za vsemi čutili. Evo, kratek break, tu ostati, ne iti. Pokaži spretnost, vsako dajo, kot veste, kažemo spretnost. Zakaj kažemo, je tudi menda jasno, zaradi tega, da vidimo, kdo izmed posameznikov v paru, ki ga povabimo, je boljši ali pa boljše kakšno zadevo obvlada. Imeli smo že vse možne igre, kot veste, če ste spremljali oddajo. Danes bomo stavili pri kulinariki. In sicer bo treba ugotoviti, Elena, Sofija in Igor, zdaj verjetno že veste, kaj vaju čaka, treba bo ugotoviti, kakšna hrana oziroma katera hrana je pod določenim zvonom tem. No, zdaj Elena bi verjetno z svojimi mislimi lahko tudi tako ugotovila, ampak jo bo treba poskusiti. Pa oči zakriti. Tako da, Igor, čast je, da ti začneš prvi, ker Elena pač ima ene sposobnosti. Ja, dajva jih na stran. Da ne bom tako fajn videl, ne? Recimo, da se bojo škotrila na koncu dol. Evo, eno pokrivalo za oči, prosim. Ja. Bo šlo? Evo, poskusiti. Gre, vidimo kaj? Ops. To je čist zakrito. Čist. Ki smo? Super, zdaj jaz bom žličko oziroma vilčko nesel k tvojim ustom počasi tisto, kar je pod številko 1. Zdaj moraš pa ugotoviti, kaj bo počasi, prav? Ja. Ok. 3, 4, odpri usta. Evo ga. Ok, zapri. Kaj je to? Tatarc? Tatarski biftek? Ja. Dajva mi dva pogledat. In... Jeste! Prvo sva ugotovila, še 4 ostanejo. Številka 2.
Zdaj, Elena, ti dobiš kasneje druge zadeve, to veš, no? Verjetno. Ja, evo. Predvidevam. Zo. A gre? Gre. To je zelo preprosto, ni? Pol pa še malo sladkega po mesu. Vem, a pa oboje skupaj. Krem šnita, dajva pogledat. Če je krem šnita in... Yes! Tudi to sva pravilno ugotovila. Igor, vse čestitke. 2 točki! Nič ne vidi, dobro. Dajva še tretje. To zna biti cel hec. Odpri usta. Šlo. Ok, zapri. Številka 3. Grah, kumrce, francoska. Da preveriti. Številka 3. Francoska. Solata. Yes. Si misli, da mu bo uspelo? Seveda. Do zdaj seveda. Dajmo pogledati še naprej. Predzadnja zadeva. Itak. Ja, prosim. Itak. Počakaj. Dajmo usta odpret. To. Številka 4. Kolbasa, krajinska. Yes! Tudi res, kranjska klobasa. Elena je bila 100%, to bo gotovil, kako da ne, valjda. Evo še zadnje, kar bo treba poskusiti. Elena, kaj se čudimo? Ker to je najboljše, kaj je lahko. Samo da ne bojo kumrce. Evo še številka 5. Okej. Je šlo? Šlo. Lahko najprej pojem. Ja, seveda. Evo, številka 5. Ker je dober. Lahko dam še več. Če že vem, kaj je. Če si v dvomih. Da slišim. Kislo zelje, Pa še ena posebnost je zraven. bučno olje. Kislo zelje z bučnim oljem. Igor, lahko snameš masko. Evo, to je to, kar smo ti dali. Poglej, številka 1, tatarski biftek. Številka 2, krem šnita. Pol kot naslednje, francoska pa krajinska. Francoska, krajinska in še Zelje. zelje z bučnim oljem. Kompletna Super, ni? večerja. Ja, vseh 5 pravilnih, 5 točk doseženih. Eleno čaka ena resna preizkušnja. Mi gremo pa najprej pogledat, kaj se dogaja z našim Denisom Štihom. Namreč zadevo je že dobil, to, kar je iskal, torej slušalke. Zdaj me zanima, kje je ves ta čas. Dajmo se preseliti na Partizansko. Glej, Sebastian, jaz mislim, da danes rekord ali pa blizu rekorda, tako da nam prehiter nazaj, sem se tlele usedel na krasni Mariborski ulici in pa najprej, da se malo pogrejem en čajček, potem pa nazaj v studio. Se vidimo. Pokaži spretnost, kako tudi ne bi. Igor je dosegel vseh 5 možnih točk, tako da vse čestitke za to ugotovil vseh 5 krožnikov, kaj smo skrili pod naše lepe zvonove. Zdaj, Elena, ti si polna samozavesti. Kaj praviš, ti bo uspelo? Seveda bo uspela, ker hrana to je nekaj posebnega. In najbolj pomembno tudi, kdo kuha tu hrano, s kako energijo mi dajem v tu hrano, kako energijo. Ja, pa mimo toga, da bom okusila, še bom povedala mogoče o človeku, kateri je to skuhal. Če ti to uspe, dam za rundo, polko gremo mi domov. Počasi, deva mi dva očala odstraniti. Ja. Greš skozi isto proceduro kot tvoj mož. Ti pomagam ali boš to sama? Opravljaj, ja? Polaži. Ops, nos smo ti prikrili. Bo šlo? Ja. Super, zdaj vidiš. Nič ne vidim. A vidiš kaj, malo si se ustrašila? Vse si lep. Ja, da vidiš skozi to, mami svoji. Deva mi dva počasi začeti s hrano, si pripravljena? Ja. Kaj imaš raje, slano ali sladko? Mene čisto vseeno, samo da nisem lačna. Dobro, si lačna? Seveda. Dobro, to bo super. Bom dal eno veliko žlico za začetek. Evo, to je številka 1. Dajmo odpreti usta, prosim. Tako, jami. Pa to je njama-njamačka, to je pašolj, fižolj, to je Pa to ne moreš zgrešiti, halo. Dajmo pogledati, kaj je to za en hec.
Prebranec. Jo, Fižol to. prebranec. Joj. Takole. Дай Bilo Бог fino. zdravja tomu človeku, kdo to skuhal. To je fenomenalno. Vemo, kdo je to skuhal? Ja imam občutek, da to je должен biti moški. Bil je moški, ki je to kuhal? Imam občutek, da ja. Koliko je bil star? Veš kaj, zdaj trenutno, glede toga, da ti stojiš zraven mene, oddajati se vibracije, ne morem natančno povedati, ampak imam občutek, da to je moški. Zdaj ne stojim zraven tebe. Jaz nalec stran, v bistvu. Evo, hecam te malo, vse veš. Druga zadevica, evo, druga hrana. Odpri usta. Še malo. Ok. Bo šlo, se pravičujem. Velik kos, manjšega ni šlo vzeti. Nekaj sladkega. Gibanica, Ena posebna, ja, kakšna? prekomorska. Jeste! Yes! Bravo. 2 točki doseženi. Igor, kaj praviš? Ji bo uspelo Pa po mojem bo. vse skupaj? Ja. Počakajte, dajte, ja to vse progutaju. Ja, seveda, počasi. Počasna, romantična večerja, Super. sveča. Dalje? Zdaj pa še nekaj ekstremno dobrega. Sva ready. Deva. To. Številka 3. Nekaj sicer manjka, ampak To je neka kaša ali... še, čakaj, preden karkoli rečeš. Deva še eno žličko. Rahle težave pri številki 3. Odsvrkim! To je veš taka drobčkana kaška. Kašica. Ne vem, kak po ruski vem, pšenična kaša, ampak po slovenski, Ena posebna kaša. ja, Dajva še eno rjave žličko. barve должна быть. Rjave barve. Tak, mal rjava... Rjavkasto, sivkasto. Rjavkasta i sivkasta, ja. Dajva še eno žličko. Pa še nekaj zraven. Sem videl vseeno. Bo rekla še enkrat? Sva prepričana, to je to? Cvirke, to je nepozabno. Meso, cvirki, ampak kaj še? Kaj iščemo? Tisto? Ne vem, kako to Dobro, imenujete okej. po slovensko, no, ampak ja, dobro je. Ajdovi žganci! Ja, ajdovi žgance, to! Saj vedela. Najboljše, joj. Zato me rada. Preveč. Ja. Bom pogledal skozi prste, ker pač slovenščina ni tvoj prvi jezik. Evo, zdaj pa številka 4. To je zdaj en velik kos, pazi, takole. Bo šlo zelo specifično, tega ne moreš zgrešiti. Ne moreš, da ne veš, evo. Razen, če nikoli nisi jedla, Polja. Si ti zdi, da bo uspelo? Imam občutek po ribi. Malo pa res, ja. Dam še en kos. Ena zadeva je zraven, ki je sam na tej hrani, nikjer drugje. Ker ja imam občutek, veš, vkus spominjati na rusko jed, kateri imenujется šuba. Šuba, okej. Ja, to je... Z česa je šuba? Da, tam je pač krompir, pa slana riba, pa od zgore majoneza, ampak vkus... Spomniva se na Daljni vzhod, pa na Japonsko, pa reči hitro. A? Evo ga, to še. To je zdaj ogromen kos. Rdeča riba. Daljni vzhod, losos je zraven, ja, Losos. seveda. Kaj še? Ena jed je, ki je sestavljena z ribe, pa z... Kaj še je zraven? Riž je zraven. Riba, riž, kaj še? Še nekaj iščemo. Poslušaj, ni važno kaj, ampak dobro je. Dobro je, okej. Važno, dajmo pogledati, kaj je. Kaj sva rekla, da je? Лосось там должен быть. Dobro, losos. Suši! О, я то не познам. Vikica, suši. Я то не познам, вкусно je, riba prisotna. Ja sam tudi nikoli riba nisi po jedla sušija? goroskopu. Ne, Oh, Jezus. Igor, naslednjič peljati čim prej v prvo japonsko restauracijo, okej? Ja, Na suši če je je rekla, dobro? da je riba, pa ne sme pa Je samo super. sebe jesti. Če pa je super. Ampak evo, eno sva zgrešila, za eno nisva vedela, dajva še zadnjo poskusiti. Oj. Še ena specifika, ki je ne moramo zamenjati z ničemer drugim. Malo manjši kos, evo, čakaj, ops, se opravičujem. Neroden, To je tudi nekaj poznatega. zelo slovenskega. Ja. Na Trojane te spomne. Лако мене ще нечто вустал даш, а? Дай мені ще які порінки. Тобто, дай. Ще мало? Я ще енкrat dam. A imaš to neki trik, tako da se danes naješ malo še pri nas? Preden greš ta ven? Ekola. Bo šlo?
To je zadnja zadeva, ki jo iščemo. Zadnja hrana, 3 sta ugotovila, eno sta zgrešila. Elena, tudi zelo dobro. Slovenska, taka domača. Kaj je, hitro? Vemo, Neka kašica. Neka kašica, neka kašnata klobasa. Krvavica! A veš, da je dobra? Ti dam za zraven bolj, pridi. Res, lahko odpreš mene. Ampak ni, a veš, tako fajn jedi, katere ti poješ, ampak nikoli nisem jih osjetil. Daj mene še to pasole, da pripravim. To je tako dobro, Ok, gremo mi počasi na našo Facebook igro naprej, zato da boste dobili tisto, kar želite. Zdaj, kaj pa je to v naši Facebook igri, to pa čez nekaj trenutkov, dajte tu ostati. Prekmurska gibanica. Ja bi raje še suši še pogledala. Suši, evo, dajva še suši pogledati. Samo mal. To je res, pogledaj, nikoli jih ni jedla v življenju, zato njeta. Tudi to damo zraven, bomo zavili, prav? Ok. Še gibanico. Tu še imamo, ajde vežgance. To je. Pa kašna to. No, tu še. Krvavica. Še tole. To, super. To je tako dobro. Bomo zavili zraven. Čakam, še prekomorsko gibanico. Tisto čez še, deva. To bom vzela. Ja. A veš, kako to dobro? Sladko boste pa tako barva jedla. To je super. Super. Dober tek, katero boš nesla zraven? Vseh 5? Vse. Ok, gibanico izvoli. To, da si posladkaš večer. Mi ja, kar zdaj bom. Oprosti, ampak kar zdaj. Naprej k naši Facebook igri, dajte tu ostati. Čas za nagradno igro, našo petko nagradno igro v hribe z RTS in pohorskimi jakci. Če vas zadeva zanima, dajte pogledati na našo Facebook stran, na Facebook profil RTS24 in tam všečkati, lajkati, deliti objavo, pa še nekoga zraven napisati, s kom bi dejansko radi šli na 3-dnevni zimski bum paket za 2 odrasli osebi. Evo, to vas čaka v hribe z RTS in s pohorskimi jakci. Zdaj nekaj teh torej imen oziroma vseh tistih, ki ste že glasovali, ki ste že delili, všečkali, pa vse skupaj imamo že v tem bobnu. Tako da čakamo še na vaše ime. Dajte se oglasiti, Facebook profil RTS24 napisati in vse ostalo, kar zahtevamo od vas. Še nekaj tam, imate vsa pravila tudi napisana, če bi vas kaj znalo zanimati, ali pa kar pisati, pa v kakšno vprašanje poslati. V hribe z RTS naslednji teden žrebamo, pa selimo se k veselim Dolencem, k komadu Pustil sem, da greš. Se vprašam po njegovo, zaslišim, da ime je videl, da si moja, ko sta spoznala se. Izlizel je pod kožo, počasi in skriva. Težko bi mi lagala, zakaj v očih sijaj. Pustil sem, da greš, ker sem te ljubil. Saj sem vedel, da nama ne bi šlo. Pustil sem, da greš, a se ne vračaj. Sem zaljubljen, srečno njo. Resnica je bolila, bolilo je slovo. Pretežke so besede, naj z njim ti bo lepo. A tudi, če bi zate takrat naredil vse, na koncu vem, bi k njemu odneslo te srce. Pustil sem, da greš, ker sem te ljubil. Saj sem vedel, da
da greš, a se ne vračaj. Sem zaljubljen, srečno njo. A se ne vračaj, sem zaljubljen, srečno njo. Veseli Dolenci s komadom, s pesmijo Pustil sem, da greš, malenkost otožna, tako da nas bomo na koncu še razveselili z enim malenkost bolj optimističnim komadom, enim poletnim, ampak naj to ostane še par minut skrivnost. Dajte mi vidva nekaj drugega povedati, kako se ujameta v gospodinjskih opravilih, recimo doma. Zdaj Elena ima eno sposobnost prečitati človeka, recimo pa vedeti, kaj je. Teda, Igor, verjetno se težko zlažeš, kaj ne? Ja, tako da jaz zdaj delam tipično moška opravila v domu, Elena dela tipično žensko opravila v domu. Ona je na telefonu in Facebooku, jaz moram pa posesati stanovanje. Posesati stanovanje? Ja, tako je. Zato, ker pa nimam časa v večini primerov, da bi posesal stanovanje. Če pa ti stojiš za žensko, ti si tisti, ki dela te stvari, socials pa vse ostalo. Tako je, ne. V glavnem, da pa to si je malo se prešvercal, smo se pa malo modernizirali, na kak način bo pa Elena razložila. Veš kaj, jaz sem večkrat mu rekla, Igor, veš kaj, bilo bi fajn posesati stanovanje. On ni imel nikoli časa i da bi ni kregalась, uporabila sam žensku mudrost. Sem šla v trgovinu, kupila sebe robotski sesavc na 24 obrokov po 20 evrov. Pa pridem domov, vzamem A4 format i v sliku i nalepim na sesavc, pa vklopim. I furajca on po stanovanju. Pride moj muž, zagledaj, reče, Elena, zakaj moja slika po stanovanju furajca, jer če ljubavi ti sesaš stanovanje. A tukaj imaš položnicu za 24 mesecev po 20 evrov. Dejansko je poceni skozi prišel. To je še dober alarmni sistem. Tudi v Tolovaji ti ne bojo vlomne stanovanje, ker misliš, da si doma in sesaš stanovanje. Ja, recimo, če bi. Ker enkrat nas ena soseda iskala na stanovanje, rekla, pa kaj mi niso odprla vrata. Če nas ni bilo doma, če sem poslišala sesavc. Ja, to se ti sesal, valjda. Dajmo mi pogledati še na koncu, oziroma vprašati Denisa Štiha, kako se je šlo vse skupaj na mariborskih ulicah. Vem, da si pripravljen za surfanje počasi, a za kajtanje. Ja, za kajtanje. Daj mi povej, kako ti je šlo na ulicah. Odlično, krasno, nisem vedel, kam se podajam. Našli ste zelo hitro. To je pa res. Daj mi povej. Ta prvi poskus je bil neuspel, fantje niso imeli, pa sem pa najdel eno gospodično, ki je imela eno prijateljico, ki je šla glih čez zebro tam čez in spol smo upili, malo skakali, da smo jo priklicali in skratka ona je imela slušalke. Si dobil takoj slušalke v bistvu? V drugem poskusu, ja. Kakšne so? Pa bele so bile. Si jih vrnil nazaj ali si jih prisvojil? Vrnil nazaj. Veš, v kakem času si to naredil? Pa kar hitro, tako na občutek, sicer pa ne vem točno koliko. Kaj bi rekel, koliko? Pa 3 minute, 2, 3. Minuta 56. Veseli Dolenci. Dobar. Zdaj ste na 3. mestu. Evo, za sekundo ste slabši od SOS kvinteta. Odlično. Ki mu eni pravijo SOS kvintet, ampak naj bo. Evo, na stopničke Veseli smo, to je fajn. Dolenci. Minuta 56, Ekola. Krasno. Da mi povej, zdaj, ko imaš en tak outfit, kaj bomo slišali za konec še? Ja, našo pesmico Pazi se na morju, ona taka poletna, tako da čez par mesecev bo zelo aktualna. Dobro, zdaj še ni, ampak gospe in gospodje, lahko si jo zapomnite, Pazi se na morju. Zdaj se priključi bendu, prosim, pa jo kar odpoj čim prej. Elena, Igor, hvala, da ste bila tukaj. Hvala, da ste bila gosta. Želim vam še obilo dobrih energetskih, kaj ne rečem, razelektritev, če bo prišlo do kakega konflikta, recimo, ker ste v eni taki harmoniji ves čas. Se ne krega, se krega, da kaj sploh vidva?
Ne, ni rade. Ne, izražamo ljubezen en drugemu. Recimo ja rečem, veš kaj ljubavi, ja tvoju mamu imam tako rada. Mamu tvoju mamu rada. Otroci slišat pa pride od Poljko tašči kod babice i reče, babica, mamica reče da tebe ima rada, mi tebe tudi imamo rade. Super, harmonija vse posod, pa da nikaj narobe razumela dejansko. Elena, Igor, hvala vam, da ste bili tu. Hvala za povabilo. Vse dobro, v 2018 pa se pospet vidimo naslednje leto, če ne prej. Hvala tudi vsem vam, gospe, gospodje, naslednji petek se spet vidimo pa slišimo tu na tem mestu, tako da zapomniti, zacajhnati, zraven biti, za konec še veseli Dolenci, pazi se na morju. Kot da so v filmu, bom s tabo igral, ti boš letela, jaz se bom režal, v morje te bom porinil zato, ker mokri majici zgledaš lepo, potunkal te bom, da se razjeziš, ker ko si jezna se lepa mi zdiš, ko golo vodi boš, te bom dobil in iz ljubezni kopalke ti skril. Pazi se na morju, tam se bova igrala, jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način. La 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 la. Po mizah s tabo bom plesal na rok in malo ruma nalil ti bom sok, ko se ti bo že vrtelo močno, peljal te spat mojo bom posteljo, po plaži kričal bom tvoje ime, na tebe zlil vedro morske vodi, zakopal celo te bom v pesek slan, oddaleč mahal ti ves nasmejan. Pazi se na morju, tam se bova igrala, jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način. La 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 la. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način.